Drage gledalke, cenjeni gledalci, lepo pozdravljeni. Pozdravljeni tudi vsi študente in mladi, ki nas spremljate oddajo V svetu odraslih na BKTV. Tudi danes smo z vami in tudi danes bomo govorili o zanimivih in aktualnih tematikah. No, kot prvi gost v studio pa se mi je pridružil Mariborčan, judoist. No, včeraj je dobil tudi naziv perspektivni športnik leta 2017, to je Enej Marinič. Lepo pozdravljen. Dobar dan. Torej, najprej, kakšni so ti tvoji vtisi? Dobil si naziv perspektivni športnik leta 2017. Kaj ti to priznanje, ta naziv pomenita? Ja, to mi ogromno pomeni. Vidim, da se ceni moje delo, katero vlagam v šport, vse ure, katere sem pretreniral, prepotoval po različnih lokacijah, da bi lahko dosegel svoje cilje. Lepo je, da me cenijo za to in da vidijo, da še lahko nekaj iz mene postane, da je tudi moj cilj. Tako da bom kar tako nadaljeval. No, pa ko si bil včeraj tam na odru pred mnogimi Mariborčani, Mariborčankami, ko si prejel to priznanje oziroma ta pokal, kakšni so bili ti tvoji občutki, o čem si razmišljal? Danes nisem o čemer razmišljal, probal sem uživati v trenutku. Bilo je res posebno, ko si gori na odru, ko je toliko ljudi pred tabo, pa si center pozornosti, to je res enkratni dogodek, pa občutek. Srce mi je res razbijalo, tako da je res nekaj posebnega. Vsi športniki in športnice, ki ste včeraj prijeli priznanje in tako potrditev, da delate dobro, da delate tudi za dobrobit mesta, so vas dejansko izbrali športni novinarji, pa vsi tisti, ki so seveda sodelovali v komisiji. Kaj pa meniš, s čim si ti prislužil ta naziv? Z dosti trgega dela, da je seveda prva vrsta, kaj moraš vložiti, potem tudi biti malo medijsko prisoten, vedno, ko intervjuje dati, ko je le možno, vedno sodelovati z mediji, z novinarji, z vsemi, ko je možno. Imeti tudi take v bistvu nastope, kot si danes, da si viden publiki in javnosti, pa mislim, da je to tudi velik faktor. Torej, ni samo tisto, da treniraš, da si v dvorani, da hodiš na tekmovanja, ampak moraš biti na nek način tudi zelo, zelo fleksibilen, zelo gotovo. Enej, za tebo je kar uspešno preteklo leto, denimo oktobra si osvojil naslov oziroma si osvojil bronasto medaljo na mladinskem svetovnem prvenstvu. Ja. Velik dosežek, a ne? Ja, to je bil največji dosežek moj trenutno do te točke. Upam, da bodo še večji rezultati prišli. Je pa res bilo, tisti dan je bil, ko je res bil moj, pa se je to tudi se pokazalo. Tvoj praviš? Ja. Torej. Poklopilo se vse, tako kot je bilo treba. Pač trenutki so bili pravi, vse je bilo pravo in tudi tako je fajn, ko je. Drugače pa bilo tudi sicer tvoje športno leto zelo, zelo pestro, ne? Številna tekmovanja, še druga, če lahko nekaj jih omeniva. Ja, vsi evropski pokali, tam sem tudi osvojil 4 medalje, to so vse mladinske, tudi nekaj članskih izkušenj sem pridobival s kakimi 5. in 7. mesti. Udeležil sem se tudi prvega Grand Prix v Zagrebu, tam je nažalost bilo neuspešno, ampak to je že kar članski A nivo, do tega nivoja še moram malo delati. Drugače pa državna prvenstva, še tudi slovenski pokali, v bistvu vse, kaj spada v sezono. Tudi na slovenskem prvenstvu v dvorani Lukna, ne? Jeseni? Ja, evropsko prvenstvo, tam sem bil malo neuspešen, tam sem nažalost izgubil prvo borbo po grobi napaki, ampak tak je šport, vsaka napaka te šteje. Meniš, da se je težje boriti pred domačim občinstvom, domačimi navijači? Pa je malo težje, je malo spodbude, pa je malo težje tudi. Vsi, ko so za tabo, ampak to še tudi hkrati nek pritisk. Nažalost, pač včasih je malo več pritiska, pa verjetno je tudi tako bilo v Mariboru, ampak je tudi velika izkušnja za dalje. Enej, poleg tega, da si judoist, da seveda nekako preživiš več ali manj dan s treningom, z vsemi tekmovanji, ki jih imaš skozi leto, pravzaprav si pa tudi prvi letnik študija in sicer študiraš na fakulteti za logistiko Univerze v Mariboru, v Celju sicer. Torej, kot
prvi letnik, zdaj se je že nekako vse skupaj dobro začelo, začeli so se tudi ti izpitni roki. Kaj praviš, kako torej vse skupaj lahko gre dobro od rok in kako vse skupaj zmoreš? Včasih je naporno pač usklajevati šolo pa treninge, ampak vse gre, dostikrat imam zjutraj treninge, potem pa grem v Celje na fakulteto. Pač nimam ogromno časa za to, ampak je možno, da narediš, to je dejstvo. Profesori so zelo prijazni, zato lahko zelo usklajujem šolo in priprave, tekme, zaradi katerih sem odsoten, to tudi upoštevajo. Potem lahko vseeno kljub primanjkovanju vaje pristopim na kakšen kolokvij, izpit. To sploh ne komplicirajo, samo moram tudi takrat znati. Bo pa študij po mojem potekal brez nekih večjih težav. Kaj ti je nekako prioriteta v življenju? Zagotovo šport, da, ampak verjetno tudi poleg tega pomembna izobrazba, ne? Ja, seveda, danes brez izobrazbe ne moreš nič. Po športni karieri tudi moraš naprej razmišljati, kaj boš v življenju delal. To tudi starši, trenerji in vsi trdijo, torej brez šole ne morem trenirati dalje. Torej moram v bistvu sočasno upravljati študij in šport. Ki se ti vidiš, ne vem, morda čez 10-20 let? Čez 10 let, če bo vse postreči, še vedno v športni karieri. Čez 20 pa mogoče kot kakšen trener ali kaj drugega se mu pustil presenetiti. Povejva še to, kako izgleda en takšen tvoj dan, recimo. Zjutraj se zbudim, grem na trening. Odvisno, če imam tisti dan šolo, se odpeljem v Celje na fakulteto, pridem domov, pojem nekaj malega, imam mogoče urico dve prosto, pa tako na drugi trening, potem pa domov jesti pa spati. V pogovoru izven študija pa si mi dejal, da tudi zelo rad igraš košarko. Ja, ko imam prosti vikend, se z prijatelji iz otroštva srečamo na igrišču, pa malo igramo, tako za par uric, da se malo sprostim, da se malo ven zlaufam, čisto v redu je. Je pomemben šport? Ja. Zakaj? Uživaš zraven, malo se lahko sprostim, ni neke zategnjenosti, ni nekaj, da pazimo na pravila ali pa kaj, ampak pač igramo. Dobro, kakšni so pa načrti in cilji zdaj v letu 2018? Zagotovo jih je veliko. Ja, seveda, glavni cilji sta Evropsko mladinsko in svetovno mladinsko prvenstvo. Zaradi tega še nabirati izkušnje na članski konkurenci, da lahko začnem nabirati točke za olimpijske igre 2020, pa v bistvu samo trenirati pa tekmovati. Dobro. Želim ti vse dobro in pa seveda veliko uspeha tako v športu kot tudi sicer. Najlepša hvala. Tako, dragi gledalke, cenjeni gledalci, mi še ostajamo v oddaji v svetu odraslih, v nadaljevanju pa bo ponovno tekla beseda okrog informativnih dnevov. Še smo v oddaji v svetu odraslih in kot že rečeno se bomo v nadaljevanju posvetili informativnim dnevom. Tokrat na Srednji gradbeni šoli in gimnaziji v Mariboru in v studiu sta se mi pridružila že gosta iz tamkajšnje šole, profesorja in sicer tako v moji družbi en lep dober večer voščem gospe Nataši Lampret in pa Boštjanu Čukurju, znanemu tudi Sixpack Čukurju, sicer pa keramičarju, ne? Ja, učitelju, vse živo. Ja. Vse živo. Skratka, ja, Srednja gradbena šola in gimnazija Maribor. Se pravi, v sklopu informativnih dnevov boste tudi vi podali vsem bodočim dijakom in dijakinjam številne informacije, ki jih potrebujejo. Pravzaprav, kaj ste razpisali v tem oziroma v naslednjem šolskem letu? Kateri programi bodo na voljo? Torej, v naslednjem šolskem letu razpisujemo klasične programe, tiste programe, po katerih nas pravzaprav vsi poznajo. To so program gradbenega tehnika, poklicni programi, za 6 poklicev izobražujemo, pa tudi programe, po katerih nas mogoče malo manj poznajo. To je program srednjega strokovnega izobraževanja okoljevarstveni tehnik in pa seveda tehniška gimnazija. Recimo, Boštjan, katere vse programe izvajate? Ja, jaz sem zadolžen bolj za ta praktičen del, tako da, kot je prej Nataša omenila, dosti teh klasičnih poklicev, od zidarja do dimnikarja, keramičarja, slikopleskarja,
suhomontažerja, v glavnem vse, kar je pač potrebno znati v našem gradbenem svetu. Jaz sem zadolžen seveda v programu keramičarjev in tudi zidarjev, tako da poskušamo zajeti celotno zgodbo gradbeništva. Imamo super pogoje za praktični pouk, skoraj da nove učilnice, super učitelje, profesore, tako da vabljeni. Vsekakor, ne dvomimo v to, pa vendar nekako se je ta trend oziroma povpraševanje po vseh teh poklicih, ko smo jih našteli, v zadnjem letu povišal, ne? Vse tako nekako kažejo številke, kaj pravita vidva? Ja, nekaj let že imamo stabilen vpis. Imeli smo sicer upad takrat, ko je bila kriza v gradbeništvu, zdaj so se zadeve stabilizirale. Mi pa pričakujemo zdaj v povezavi z gospodarstvom, rastjo, konjunkturo, da se bo vpis na našo šolo še povečeval. Predvsem si želimo večjega vpisa na poklicih. Tam so tudi zelo velike zaposlitvene možnosti, veliko je možnosti, da se pridobijo štipendije. Namreč vsi naši poklici, ki jih je Boštjan prej naštel, so deficitarni poklici, kar pomeni, da dobijo dijaki torej že od prvega letnika pa za ves čas šolanja štipendijo. Po drugi strani pa dobro sodelujemo tudi s preostalimi močnimi gradbenimi podjetji. Pomgrad je ena taka zgodba in sicer oni pa razpisujejo štipendije tudi pri nas za gradbene tehnike. Službe so. Ja, službe je zelo veliko, tako da mora biti velik vpis, da bomo rešili naše gospodarstvo konec koncev. Veliko projektov je odprtih, ogromnih projektov od drugega tira do gradbenih gigantov, kot so IKEA in podobno. Vse to se bo pri nas gradilo, tako da moramo dobiti ta kader in konec koncev se tudi splača nekaj naučiti z rokami. Še vedno te pot lahko zanese iz triletnega programa v 3+2 in naprej na fakulteto. Možnosti je veliko, tako da se vsekakor splača to smeri. Katere so prednosti vaše šole? Kaj vaši dijaki na koncu recimo po 4-letnem, 3-letnem oziroma 5-letnem izobraževanju pridobijo? Ja, seveda poleg nazivov, a ne? Poklica. Mislim, da je predvsem to, da vsaj kar se tiče mojega dela, rad bi dijake naučil čim več dela z rokami. To je zdaj v bistvu tudi malo drugače kot v tistih časih, ko sem jaz hodil v srednjo šolo, smo že doma dosti pometali pa polagali in podobne zadeve. Zdaj pa dosti krat živijo dijaki oziroma mladi so v nekem, insta svetu, se bolj ukvarjajo z iPadi in s telefoni kot z takimi opravili. Ampak vseeno pa so ta opravila nujna za to, da ti lahko nekje sediš pa to delaš. Tako da so mogoče malo manj izobraženi oziroma malo manj praktično izkušeni, zato bi radi mi pač v naši šoli jih praktično usposobili, da ko pridejo do delodajalca, da imajo neke osnove in da jih vodimo po neki pravi smeri, da se najdejo v tej smeri. Kaj pa gimnazijski program? Gimnazijski program pa ponuja pravzaprav možnosti na vpis na katerokoli potem univerzo, bodisi v Sloveniji, bodisi drugod po Evropi. Je pa pri nas, bomo rekli, taka strateška prednost, predvsem za študije potem v tehniški smeri. Ali je to gradbeništvo, ali je to strojništvo, ali je to arhitektura. Naši dijaki se srečajo s temi predmeti že tokom srednješolskega izobraževanja in so potem v primerjavi z ostalimi študenti nekako na boljšem v prednosti. Sicer pa naši maturanti potem na zelo različne smeri odidejo, od jezikov, pa potem veliko imamo športnikov, kar pomeni, da je tudi s tem povezanega potem veliko študija od fizioterapije, pa mogoče potem kakšna športna pedagogika. Dobra polovica pa nekje potem v tehnični smeri ostane. Je pa res, da tudi na vaši šoli poteka kar nekaj interesnih, se pravi drugih dejavnosti, bolj tudi neformalne izobraževanja, tudi Erasmus projekti in podobno, recimo, ki smo tukaj. Letos je tudi zanimivost pri Erasmusu, da bodo v bistvu ne samo izmenjave izkušenj in novih poznanstv in vsega tega, ampak bo tudi praktičen pouk možen v tujini, kar se meni zdi super zadeva, da vidiš v bistvu, da greš v dežele, kjer je način in arhitektura malo drugačna kot pri nas navade in to se mi zdi zelo zanimiva stvar. Če bi jaz bil v tem
v teh letih še bi se sigurno odločil za kako tako izmenjavo. Drugače pa ta Erasmus projekt je zelo prisoten. Zelo prisoten, poleg tega pa potem tudi projekti, ki povezujejo vse poklice, vse programe, naprimer EPAS projekt, da malo spoznavajo evropske institucije. V tem letu smo vključeni tudi en tak evropski projekt poučevanje zgodovine, sociologije, umetnosti s pomočjo filma, se na ta način nekako, pa potem razne druge obšolske dejavnosti, od šolskega benda, potem geodezije, krožka, pa seveda zelo dobri, zelo močni smo potem v športu. Ja. Koliko imate zdaj vseh dijakov oziroma srednješolcev na vaši šoli in seveda boste verjetno temu trendu tudi v naslednjem letu sledili, a ne? Ja, letos imamo malo manj kot 400 dijakov, bi si pa želeli, da bi se ta magična meja spet presegla. Zagotovo, torej že prej sva govorili o tem, da zelo dajate tudi poudarek, se pravi na neke pridobivanje izkušenj že v času šolanja v tujini in primere dobrih praks, ne, recimo, kje so te prednosti za vaše dijake? Ja, prednosti so definitivno v samem načinu poučevanja, v učilnicah in pogojih, ki jih imamo za praktični pouk, ker mislim, da so res vrhunski. Vsaka učilnica, vsaka smer ima svojo učilnico. Se pravi, nismo, bi rekel, v nekem prostoru, ki bi bil začasno nared za to izobraževanje, ampak imamo keramičarsko učilnico, imamo zidarsko, imamo dimnikarsko, v glavnem slikopleskarsko. To je definitivno naša prednost, plus nova tehnologija prihaja tako tudi tako v svetu gradbeništva, kot tudi v šolstvu in vdih, kar je prispevalo našo šolo, 3D printer, poučevanje nadaljavo za tiste, za športnike, tisti, ki nimajo toliko časa. Veliko naših športnikov je naredilo že vrhunske prestope, pred kratkim je tale Nino iz NK Maribora prestopil v Fiorentino. Veliki koraki tudi v športnem smislu za naše dijake. Hokejisti tudi imamo v NHL ligi, tudi izobražujemo nadaljavo. Jaz bi pa prednost pri nas videla še v tem, da so dijaki, naprimer, iz različnih programov lahko spoznavajo celotno branžo, po vertikali, horizontali, kar pomeni, niso izolirani samo poklici, samo tehniki, samo gimnazijci, ampak je to en tak, bomo rekli, dober konglomerat izkušenj, poznanstev. Tako, kar nekaj informacij smo torej izvedeli zdaj od vaje, sicer pa 9. in 10. na vaše šole, a ne? Tako kot tudi na ostalih se boste posvetili temu informativnemu dnevu. Bomo. Boštjan dela v tej smeri. Ja, jaz sem zadolžen za scenarij in za zgodbo. Jih boste kako posebej sprejeli dijake? Ja, posebej. To bo najbolj... Vsi smo radovedni, nič kaj hoče povedati. Zabavno, poučen, informativni dan. Tudi v tej smeri poskušamo pač tako staršem, skrbnikom in osnovnošolcem našo šolo predstaviti na zabaven način. Ker konec koncev, če ti šola po eni strani predstavlja tudi neko zabavo, da greš z veseljem skozi ta vrata. Vse skupaj laže. Ja, sploh, ko si osnovnošolec, te je malo strah sploh teh tehničnih smeri, da jih malo že tam pripravimo na dobro počutje in dobro vzdušje, da naredimo. Dobro, mi smo prišli do konca tega dela oddaje. Želim vam seveda čim bolj lep obisk in pa, da se še imate naprej tako lepo in da izobražujete te dobre kadre. Hvala lepa. Tako, v nadaljevanju pa bomo še se seznanjali z informativnim dnevom. Tokrat se selimo na Pedagoško fakulteto Univerze v Mariboru. Lep pozdrav v studiu. Nahajamo se na Pedagoški fakulteti Univerze v Mariboru, kjer bodo 9. in 10. februarja prav tako potekali informativni dnevi. Več o tem pa nam bo povedala izredna profesorica dr. Tina Vršnik-Perše. Lepo pozdravljeni. Najprej nas zanima, kakšne programe pripravljate bodočim študentom na informativnih dnevih? Se pravi, bodočim študentom ponujamo 5 različnih programov na prvi stopnji. To so študijski programi razredni pouk, potem študijski program glasbena pedagogika, likovna pedagogika, nato pa še 2 visokošolska študijska programa, torej predšolska vzgoja in pa športno treniranje.
študijski programi, nekateri so redni. In to bodo študijski programi, ki bodo predstavljeni, kjer bodo študentje lahko spoznali osnovne značilnosti samih programov, prav tako pa tudi, kaj se od njih pričakuje in kakšni bodo njihovi rezultati. Če se dotakneva čisto malo tudi statistike, kakšen je opis preteklih let, je kaj statistično gledano razlike? Torej, vpis na pedagoški fakulteti je relativno stabilen, že vrsto let imamo vpisanih približno podobno število študentov, študijski programi so večinoma zapolnjeni in ne zaznavamo pravzaprav večjega upada študentov. Res pa je, da se ves čas trudimo nekako z posodabljanjem in z različnimi pristopi spodbujati tudi študente oziroma bodoče študente, da se nam pridružijo na pedagoški fakulteti. In ko enkrat postanejo študentje pedagoške fakultete, je kakšna statistika, koliko jih gre naprej uspešno, koliko pa ne? Zdaj, teh številk pri sebi nimam, in sicer pa da, obstajajo seveda statistike v zvezi z prehodnostjo študentov, je pa dejstvo, da veliko študentov končuje naše študijske programe, predvsem pa se lahko pohvalimo z dejstvom, da tisti študentje, ki končajo prvostopenjske študijske programe, skoraj vsi vpisujejo potem tudi drugostopenjske študijske programe pri nas. Kakšni so pa pogoji za vpis? Obstajajo omejitve? Torej, pogoji za vpis so različni glede na študijski program, zato svetujemo dijakom, bodočim študentom, da si te pogoje preberejo glede na študijski program, ki jih zanima. Te pogoji so objavljeni tako v razpisu za vpis, kot tudi v naših promocijskih materialih, ki so dostopni in si jih tam lahko ogledajo. Omejitve za vpis so pa tudi različne glede na posamezni študijski program. Je pa dejstvo, da v zadnjem študijskem letu omejitve za vpis pravzaprav ni bilo in so lahko bili vpisani vsi študentje, ki so se prijavili. Izvajate pa tako dodiplomske kot podiplomske programe, ne? Tako izvajamo pa tudi podiplomske programe. Na drugi stopnji pa torej izvajamo programe, ki so nadaljevanje prvostopenjskih programov, kakor tudi programe, ki niso nadaljevanje prvostopenjskih programov. Se pravi, na drugi stopnji izvajamo programe razredni pouk, potem glasbena pedagogika, likovna pedagogika ter predšolska vzgoja in inkluzija v vzgoji in izobraževanju. Obstajajo kakšne novosti letos? Predvsem največja novost, ki se je lotevamo v letošnjem oziroma v prihodnjem študijskem letu, je posodabljanje študija na tretji stopnji, se pravi doktorskega študija, medtem ko na prvi in drugi stopnji, to, kar je pač predvsem aktualno za sedanje dijake, pa so novosti vsakoletne sicer, ampak nič večjega. Torej, novosti so, recimo, na drugi stopnji omogočamo vzporedni študij, potem sami študijski programi se delno spreminjajo, dodajajo se novi izbirni predmeti. Takšne stvari, ki pač študentom omogočajo pridobivati čim bolj raznolika znanja, ki jim bodo pomagala v prihodnosti. Kako pa odgovarjate na vprašanja študentov, pa tudi bodočih študentov, glede zaposlitve? Kakšne so možnosti tudi pri vas na fakulteti mogoče? Torej, naši diplomanti se zaposlujejo tudi na naši fakulteti kot strokovni sodelavci, ki sodelujejo pri izvedbi študijskega programa. Je pa dejstvo, da so primarno diplomanti naše fakultete, seveda po izobrazbi, ki so jo pridobili učitelji različnih, oziroma različnih predmetov in različnih programov, oziroma vzgojitelji, oziroma prav tako športni trenerji. Se veliko študenti odločajo za tudi znanstveno raziskovalna dela med študijem potem?
Študente vedno bolj poskušamo vključevati v znanstveno-raziskovalno delo in v ta namen pravzaprav prijavljamo veliko projektov, ki so namenjeni prav sodelovanju študentov, se pravi, ki niso vezani zgolj izključno na visoko znanstveno-raziskovalno delo, v katerega se študentje ne morejo vključevati, ampak so te vrste, da lahko vanje vstopajo tudi študentje oziroma so vanje vabljeni študentje in k temu v zadnjih 2-3 letih aktivno pristopamo, ravno z namenom, da bi spodbujali študentje, da bi se tudi kasneje odločali za raziskovalno delo, ki bi bilo bolj poglobljeno. Kaj pričakujete od bodočih študentov in od informativnega dneva? Torej, od informativnega dneva pravzaprav pričakujemo od sebe največ, torej, da bomo uspeli pokazati uspešno, kako delamo in kaj so naše prednosti. Od študentov oziroma od bodočih študentov pa pravzaprav pričakujemo, da se bodo aktivno lotili študija in torej poskušali prispevati tudi z svojim delom in z svojimi vprašanji, tudi pomisleki k temu, da tudi kot fakulteta napredujemo. Hvala za pomembne informacije, pa uspešno še naprej. Hvala lepa. Toliko z Pedagoške fakultete v Mariboru. To je bilo za danes vse. Tako smo prišli do konca še ene oddaje o svetu odraslih. Imejte se lepo do prihodnjega ponedeljka, ko bomo znova z vami ob 17:30 na BK TV. Adijo.